sestanek med predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije, Uprave za javna plačila in Ajpesa. Pogovarjali smo se o zaznanih napakah, zdaj po tem sestanku bosta pa podala izjavo predsednik Komisije za preprečevanje korupcije in generalna direktorica Urška Kos. Predsednik, izvolite. Spoštovani, kot sem povedali že včeraj, je glavni namen oziroma cilj novega Erarja še izboljšati preglednost in transparentnost in odgovornost razpolaganja z javnim denarjem. Gre za ogromno količino podatkov, ki jih Erar prikazuje. Te podatke pridobivamo od državnih organov, ki svoje delo opravljajo profesionalno. In z tega razloga nimamo nikakršnega dvoma o to, da so ti podatki, ki jih prikazujemo, pravilni. Se pa seveda dogajajo napake, te pa je predvidel tudi že zakonodajalec, ki je v našem zakonu predvidel možnost, kako v bistvu znati, ko pride do napake, ki je javljena in jo potem mi ustrezno odpravili. Zagotovim vam lahko, da namen Erarja seveda ni prikazovanje napačnih, temveč prikazovanje pravilnih podatkov. Erar je še vedno in tudi je bil in tudi bo zanesljiva verodostojna aplikacija. Podatki, ko bodo enkrat prečiščeni, bo enkrat v bistvu upravljeno tisto, kar se bo ugotovilo kot anomalija, bodo zagotovo vse splošno uporabni in tudi bodo krepili, kot smo povedali že včeraj, transparentnost, odgovornost in pa integriteto pri razpolaganju z javnimi sredstvi v Republiki Sloveniji. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu, tako kot je moj predhodnik povedal, lahko tudi za UJP rečem, da smo zavezani k transparentnosti podatkov, zato smo nemudoma želeli priti zadevi do dna. Glede na predhodnje današnje srečanje z vami in objave, ki so bile do sedaj kot prispevek objavljene v medijih, v tem delu zavračam dejstvo, da kot UJP navajate za krivca, da je prišlo do te napake. Sistem je namreč kompleksen, v katerem delujejo številni deležniki in se povezujejo med seboj. Tukaj je pomembno poudariti, da se vsak od nas, ki smo vključeni v ta sistem, brezpogojno nanaša na verodostojnost podatkov, ki jih pridobi od svojih kolegov. Iz tega razloga UJP pri preverjanju podatkov o transakcijskem računu KDD-ja, o katerem smo danes že govorili, ni imel dvoma, da podatki ne bi bili vpisani v register transakcijskih računov pod oznako F, ker gre za poslovni račun. Poudariti moram, da smo pri vseh 11 transakcijah oznako fizična oseba tekom današnjega dopoldneva odpravili in v aplikaciji UJP so ti podatki vidni pravilno, torej v dobro KDD-ja. Pomembno je še, da izpostavim eno dejstvo. Na predhodnem sestanku smo v družbi KPK-ja in Ajpesa dogovorili, da bomo v izogib podobnim dogodkom v bodoče in natančno identifikacijo možnih kritičnih situacij v bodoče oblikovali mešano delovno skupino, ki se bo intenzivno ukvarjala s takimi primeri. Hvala lepa. Vika Vlašič, televizija Slovenija, za direktorstvo za nova vprašanja. Rekli ste, da zavračate, da ni bila napaka pri vas. Ja. Kje pa je bila potem napaka? Mi smo dopoldne očitno narobe razumeli. Ja, poglejte, UJP za vse transakcije,
zavezancev, preverja, ali gre za transakcije v dobro fizičnim ali pravnim osebam, podatke v registru transakcijskih računov. V konkretnem primeru bi bilo pričakovati, ker gre za vrsto računa F, da se ta transakcija zazna kot račun v dobro v registru transakcijskih računov. To je osnova za to, da so podatki odkriti. Ker register tega računa ni prepoznal, se smatra, da če ni poslovni subjekt, je fizična oseba. V primeru, da bi ta register pravilno prepoznal račun, ko govorimo o konkretnem računu KDD-ja z oznako F, bi UJP v skladu z uveljavljenimi postopki odreagiral drugače. V takem primeru je predvidena dodatna ročna kontrola. Zakaj? Zato, ker gre za specifičen račun, kjer gre lahko ali za nakazilo poslovnim subjektom ali za nakazilo fizičnim osebam. In je potrebno od primera do primera pregledati, komu ta transakcija pripada. Torej, če bi bil v registru ta račun označen z oznako F, ta napaka ne bi bila zaznana. Ampak gre za algoritem. Tako, je pa sistemski algoritem, ki pač opravlja te kontrole. To je napaka algoritma. Ne, ni napaka algoritma. UJP ima algoritme ustrezne. Vir podatkov, od koder UJP črpa informacijo, ali se račun prejemnika nanaša na poslovni subjekt ali na fizično osebo. Se opravičujem, čisto laično, čigava napaka je. To ste zelo strokovno govorili, ljudje ne bodo razumeli, če jaz ne razumem. V verigi, kjer je vključen UJP, UJP od AJPES-a ni pridobil ustrezne informacije, da gre za račun tipa F. Torej, ker nismo dobili pravilne informacije iz registra, pri AJPES-u tudi naprej nismo morali dati pravilne informacije KKK-ju. Napaka je. AJPES se pravi. Je potem odgovor. Mi se trudimo samo poenostaviti za ljudi, samo da to sprašujemo. Spravi, niste dobili podatka od AJPES-a, zaradi tega je šlo pod ta F. Pri preveritvi poslovnih računov v registru transakcijskih računov pri AJPES ta račun ni bil prepoznan kot račun z oznako F. Da. Zdaj, GEN-I je predvsem se čuti tukaj oškodovanega in pravijo, da je pač njihovo ime blateno in da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da zaščitijo svojo znamko. Kdo bo tukaj odgovarjal oziroma kaj bo zdaj v tem umestnem času s temi podatki. Pa ne gre zgolj za teh 11, pravijo, da tudi številne druge, več 10, če ne celo več 100, naj bi bilo napak med temi fizičnimi pa pravnimi osebami. Ja, če sem jaz na tem delu napaka, ki je bila sanirana na UJP-u, bo tudi prikazana v raju v najkrajšem času. Če se bodo vplivali tudi druge, mogoče iz istega ali drugih razlogov, bodo ravno tako pripravljeni. Še vseeno bi pozval, da je potrebno upoštevati, da očitno je pri tej količini informacij v teh letih tudi sistem izoblikoval določene anomalije, ki jih je pa zdaj pokazal. Zato je nujno pravzaprav vedeti, kaj je namen RAL-ja. Namen RAL-ja je dejansko prikazovanje porabe javnih sredstev in tukaj tudi pri GEN-I ta denar je bil nakazan. Vse ostalo naprej potem pa v kodu oziroma v samih specifikacijah, kaj prišlo potem očitno do anomalij. Še ena zadeva, ki ste jo tudi priznali za našo medijsko hišo, in sicer ta nakazila ministru Boštjančiču, danes ste to umaknili, pravite, da je prišlo do neke pomote pri računih, se pravi, se napake dogajajo tudi v drugih primerih, ne zgolj pri teh KDD računih. Tudi pri določenih drugih zavezancih, katere preverjamo, zadeve pravzaprav saniramo in tudi sploh odpravljamo. Zdaj, za kaj več informacij bi prosil, da če lahko dopolniš z ministrom.
Kar se tiče ministra, tega konkretnega primera, je bilo zaznano, da ni bila logika ustrezno, ki je bila še enkrat zagnana, zato je bilo potem nemudoma še enkrat vse preverjeno in se je odstranil. Je pa tako, kot smo že včeraj povedali, te poporodne težave bodo in so normalne pri tej, verjetno lahko rečemo, milijardni količini transakcij, ki se vse pa sprotno, ažurno odpravljamo. In tudi mislim, da vsi zavezanci, ki nakazujejo, vedo, zakaj do takšnih težav. Se počem, mogoče bi se lahko deloma kakšnim težavam tudi izognili. Zakon o integriteti tudi določa, kdaj se objavljajo podatki, osebni podatki, ko gre za fizične osebe. Lahko razložite malo zdaj tukaj, kje so te omejitve, koga se objavi, koga ne. Vemo, da vse svetovalne pogodbe, avtorske, intelektualne, da v teh primerih se objavljajo tudi prejemnike, kljub temu, da so fizične osebe. Rodri. Ja, drži, dva primera sta. Eno so te pogodbe, ki ste jih že sami omenili, in drugo so vsa nakazila nad bruto plačo predsednice republike. V teh primerih je že zakonodajalec zaznal, da to so takšne vrste nakazila, kjer mora biti transparentnost večja in kjer se prikaže tudi namen nakazila ter ime in priimek fizične osebe. In je to, kar sem že včeraj povedal, je že sam zakonodajalec oziroma pripravljalec zakona v predlogu zakona o obrazložitvi razložil tudi samo načelo sorazmernosti, zakaj je do takšne odločitve prišel. Ampak v tem primeru, rekli ste, nad plačo predsednice države, v tem primeru recimo smo imeli napisano fizična oseba 20 milijonov. Seveda, to je pa tudi KPK dve vrsti transakcij pridobiva od UIP. Eno so transakcije posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, za katere UIP vodi račune. Druge vrste transakcij so pa tiste transakcije v družb v 100% državni lasti, ki jih pa pridobivamo na podlagi 10.a člena ZDIS. Zato pride do te razlike. Ali po domače? Bolj po domače, dve vrste transakcij so. Eno so transakcije, kjer nam UIP pošlje gole podatke z imenom in priimkom. To so za vse proračunske uporabnike, posredne in neposredne. Druga so pa transakcije družb v 100% državni lasti, kjer pa mi že prejmemo anonimizirane podatke, ne golih podatkov. Proračunske uporabniki ministrstva, občine, javni zavodi in tako naprej. Ti podatki so anonimizirani? Ne. Za družbe v 100% državni lasti so pa že predhodno anonimizirani. In v njih ne posegamo in tak primer je glede. Ja, pa mi zgolj objavljamo podatke, ki so že javno objavljeni. In pa plače kot v bistvu plače predsednice. Mogoče še, zakaj ni bilo nekega testiranja same aplikacije, glede na to zdaj javno razburjanje, da bi se malce prej potestiralo na vezi z vsemi temi organizacijami? Bilo je testiranje, zato je bil zamik od konca, od izteka pogodbe javnega naročila do vsega včerajšnjega dne. Bilo je tako varnostno kot tudi vsebinsko testiranje. Seveda pa smo se mi zanašali, da so ti podatki, ki pa jih imamo, pravilni. Tako kot sem že uvodoma povedal, testirali pa smo, ali se to povezuje, prikazuje, ali v bistvu vse te množice podatkov zgrinjajo na eno mesto, in da je to nekaj seveda dolče. Če se lahko navežem na dopoldanski del. In tukaj dodala, da testiranja z Upravo za javna plačila ni bilo. In glede na dejstvo, da je več akterjev v tej verigi, ki smo vključeni v prikazovanje podatkov, je mogoče preuranjeno, da prst kažemo dobesedno na enega akterja, ker gre za več členov. Morda velja malenkost potrpežljivosti, časa, da raziščemo konkretne primere in zadevi pridemo do dna. Vsekakor se na tem mestu zavezujemo, da bomo to storili čim prej
ko bo v naši moči in nas bomo potem tudi o tem obvestili. Ampak sami ste pred nekaj urami dejali, da ste pogrešali, da bi vas povabili iz KPK pred zagonom novega Erarja k skupnem testiranju. Da, to še vedno trdim, da sem pogrešala. Predpostavljam, da vam lahko kolega pove, kaj je razlog v tem, da se na testiranju nisem srečala. Ja, se lahko ponovim. Jaz tukaj tudi ni prostor za obtoževanje ljudi, da enako trdim. Menim, da vsak deležnik, vsak državni organ svoje delo opravlja profesionalno, iz tega razloga smo bili tudi prepričani, da so podatki zanesljivi, verodostojni in jih nismo preverjali, zato nismo testirali v bistvu potem z UIP-om. Smo pa testirali seveda samo bazo aplikacije z IT strokovnjaki, z varnostnimi strokovnjaki, notranjimi strokovnjaki in to je besedno narejeno. Test je bil narejen iz razloga zakaj, pa ga nismo delali z UIP-om, pač kot pojasnimo. Zdaj za ministra ste popravili, ne, to ste povedali, recimo ta primer, kaj pa recimo zdaj za naprej, boste popravili te zadeve ali boste čakali, da sistem se sam nekako skalibrira, ker si predstavljam, da če je GEN-I nam poslal dokazila, glede na kazil, da tudi že vam so pokazali, da so pač kaj je bil namen nakazila. Ja, ta zadeva bo sanirana, sem zato pač nismo vedeli. Dejstvo je, da če se bo še kaj pokazalo, da je še kakšen drug organ, mogoče v fazi svoje produkcije oziroma ustvarjanja algoritmov ali karkoli v preteklosti imel neko napako, ki do zdaj ni bila transparentna, ali pa to transparentnost pokazal, bo je ta pač sanirana. To je v bistvu mogoče tudi dodana vrednost, za katero sploh ljudem mislimo, da obstaja. In kdo bo zdaj nosilec vsega tega, da do popravka pride? Kdo bo tisti? Kdo bo? Vi ali kdo drug? Objavimo, KPK objavi in pa potem tudi poskrbi, če je potrebno za tisti del. Sprememb nosilec sprememb in popravkov bo KPK. Je to to? Nosilec sprememb in popravkov, tistih, katerih danes Okej. govorimo, je izvirna institucija. Aha, okej. Konkretno, če se navežem, kot sem že prej rekla, vseh 11 transakcij je že pravilno objavljenih Okej. v aplikaciji TZIJZ. To se je zgodilo tekom dopoldneva, kar pomeni, da smo te bom rekla, pomanjkljivosti sanirali že danes dopoldne na strani UIP-a. Dobro. Če ni več vprašanj, se vsem sodelujočim